Lepa. Super. Jaz sem za danes pripravila nekaj vsebin, ki upam, da vam bodo zanimive. Meni so vsekakor zelo pri srcu te tematike. Bom vam tudi malo kasneje povedala, odkot jaz izhajam oziroma kje sem vso to znanje pridobila. Tako da, dobrodošli, veseli me, da ste da ste si vzeli čas, da ste se priključili in z veseljem te informacije danes delim z vami. Zdaj, verjetno se vsakdo izmed vas prepozna ali pa prepozna svojega otroka v vsaj eni, recimo, izmed teh situacij, ki so na ekranu napisane, se pravi. Otroci, učenci, dijaki so pač pod precejšnjim stresom, zdaj, kakor kdaj, enkrat bolj, drugič manj, ampak dejansko imajo ogromno enih informacij okrog sebe in ne vejo niti komu, čemu naj verjamejo, kaj naj delajo, kaj naj ne delajo. V glavnem, toliko vsega je okrog njih, da se enostavno ne znajdejo čist. Seveda potem lahko vpliva na pač nek nivo stresa, ki ga imajo, ali so to pritiski okolice, zdaj lahko so to vrstniki, lahko so to profesorji, včasih smo tudi starši, včasih imajo pa otroci sami do sebe, a ne neka zelo visoka ali pa včasih celo previsoka pričakovanja zase in pač sami sebi v bistvu nek stres vzpostavljajo. Velikokrat se zgodi, da pač je v šoli, to verjetno skoraj vsak se prepozna, kar naenkrat ogromno stvari in je premalo časa, da bi se zorganizirali, da bi pač se nekako sistematično lotili vsega skupaj. V šoli tudi dejansko na urah, a ne, tudi jaz sem drugače profesorica, tako da vem, kako je iz zornega kota profesorja in pač učenca. A ne, da se v šoli vseeno večinoma učimo vsebino, ne pa kako se dejansko učiti. In potem tukaj včasih zmanjka informacij, zmanjka nekih strategij. Se pravi, dobijo učenci ogromno pač ene snovi pri ogromno enih predmetih in potem ne vejo niti, kako se lotiti, kje se lotiti, kaj vse morajo predelati in sploh kako pač vso to snov predelati. Dejansko pa, ko pač smo pod stresom oziroma v nekih takih situacij, kjer pač nismo umirjeni, stres pač zmanjšuje to kapaciteto naših možganov, da si čim bolj zapomnimo stvari, da se lahko dobro skoncentriramo, da smo nekako motivirani za te stvari. Verjamem pa, da vsak izmed vas tudi zelo dobro ve, da je v nekih teh najstniških letih pa to itak še en dodaten problem. Pač seveda si ne moramo predstavljati, da bo kar vsak najstnik blazno notranje motiviran, da se bo učil, da bo delal za šolo in da pač mu bo to edini cilj. Tako da mislim, da je tudi to popolnoma normalno, ampak ja, potem vse te situacije okrog, pa mogoče tudi, če imajo to motivacijo, jo hitro lahko znižajo oziroma včasih kar izbrišejo malo, no. Tako da verjamem, da se prepoznate oziroma prepoznate svoje otroke v teh zadevah. Jaz bi pa mogoče za sekundo tudi spoznala vas, vsaj deloma, no, da malo vem, s kom imam danes opravka. In sicer imam 3 zelo kratka vprašanja za vas. Upam, da so se vam zdajle pojavila na ekranu. In sicer prvo vprašanje je, da poveste, ali imate otroka v osnovni ali v srednji šoli, tako da bo tudi meni jasno. Potem sta pa 2 zelo, zelo kratki vprašanji. Eno je, kakšen imate vi doma v bistvu največji problem, ali kot starš, ali pa kakšen problem ima pač vaš otrok v šoli, če sploh imate problem. In kakšna so vaša pričakovanja glede tega webinarja? Vem, da nismo ogromno enih informacij napisali na stran, ampak čisto, da vidimo tudi mi lahko, a sem se jaz zares na ta prav način pripravila in ta prave vsebine
naredila, tako da bom sam počakala eno minutko, da lahko to v miru odgovorite. Okay. Tisti, ki ste slučajno še v procesu pisanja, kar v miru dokončajte, potem pa nadaljujemo tudi mi z vsebino. Povedala bom malo na moje in ozadje naše ekipe. Plan je pa tudi, no, da jaz ene pol urce imam planirane vsebine za danes. Potem pa v bistvu odvisno od vas, a se bo kakšna širša debata razvila v Q&A-ju proti koncu ali ne, tako da tisto je še, ostaja še v zraku. Evo, super, najlepša hvala vsem za odgovore. Tako, zdaj pa gremo kar naprej. In sicer, kdo sem jaz, kdo smo mi, da boste sploh vedeli, s kom imate danes opravka. Po mailih ste verjetno že videli, da je moje ime Lisa Mislej Vončina. Jaz sem drugače po izobrazbi profesorica, angleščine pa nemščine. Sem tudi učila kar nekaj časa in na osnovni, in na srednji, in na gimnaziji, in v raznoraznih jezikovnih šolah, inštruirala vse čas zraven še. Tako da imam že ene dobrih 15 let izkušenj s poučevanjem. In v bistvu sem ustanoviteljica, zdaj smo v enem takem vmesnem obdobju. Imeli smo in še vedno obstaja, še vedno je in še vedno jo dijaki radi uporabljajo. Naredila sem platformo Razturi na maturi. To je v bistvu platforma za dijake, ki pač so v srednji šoli, se pravi od 1. do 4. letnika, in pač je za pomoč pri delu za šolo, gor so v bistvu za matematiko, slovenščino pa angleščino, za vso snov od 1. do 4. letnika, video razlage, zapiski, vaje, priporočila za učenje in tako naprej. Zraven pa tudi zelo specifično pač priprava na maturo. To idejo za to sem v bistvu dobila znotraj razreda, pač ko sem učila in se mi je zdelo, da v bistvu angleščina je res, večinoma sem angleščino učila, nekaj malega tudi nemščino, ampak pri angleščini je bilo zelo tako, da je šlo dijakom ali pa osnovnošolcem ali zelo dobro ali pa zelo slabo. Zelo malih je bilo v bistvu nekaj vmes, ki pač so bili dosti nevtralni recimo do predmeta. Jaz sem pa hotela vse navdušiti, jaz sem pa hotela, da se imajo vsi super na mojih urah, pač saj sem vedela, da so to bila malo visoka pričakovanja tudi do sebe mogoče, ampak res sem imela eno tako močno željo, da neko iskrico vzbudim v učencih, ki jih učim, in se mi je zdelo, da pač znotraj sistema, znotraj ene učilnice bom težko tak velik vtis mogoče pustila. Hkrati me pa zelo zanima tudi razvoj tehnologije, sploh v zadnjem času se neskončno veliko dogaja na tem področju. In se mi je v bistvu zdelo, da zakaj ne bi otroci, pač sej v šoli pač dobijo znanje, dobijo še ogromno drugih stvari,
Potem pa velikrat v bistvu zmanjka doma, a ne, ko se sami učijo, ko se sami pripravljajo na neki, ali ne vejo, kateri viri so primerni, se pač velikrat ne znajdejo, ko se morajo sami neki zorganizirati in pač si pripraviti snov. Zato se mi je zdelo, ok, zakaj ne bi naredili nekaj, kar bo tudi pač pri učenju doma pomagal in njim, hkrati v bistvu tudi njihovim staršem, a ne, sej vsak si želi imeti nek zanesljiv vir informacij, tako da vse te vsebine smo pač delali profesorji posameznih predmetov, tako da je vse, a ne, v skladu z učnimi načrti, vse tako, kot mora biti za šolo. In v bistvu iz tega Razturi na maturi je zelo uspešna še vedno platforma, dijaki jo zelo radi uporabljajo, zelo jim prav pride. Iz tega smo pa v bistvu izhajali, da smo potem naredili še lansko leto Razturi na PZ. To je pa v bistvu en tak, kot crash course, rečemo temu, za slovenščino in za matematiko, za NPZ-je v 9. razredu. Lani je tudi začel veljati to, da se NPZ-ji štejejo tudi za vpis v srednje šole in so tudi malo bolj pomembni postali. Tako da smo razvili še to in lansko leto, ko smo pač prvič jih dali otrokom in zraven tudi staršem seveda v uporabo, smo dobili zelo, zelo lepe odzive in so jih radi uporabljali in so jim zelo prav prišli. To danes ni nobena reklama, samo to, da povem, odkot izhajam, pa pač kakšne izkušnje imamo z učenci in z dijaki. Tudi danes nobene stvari ne mislim prodajati, karkoli daleč od tega. Danes je res pač načrt samo, da delim z vami zadeve, ki jih jaz opazim pri delu z osnovnošolci, z dijaki, hkrati tudi starši, še vedno pač k nam prihajajo otroci ali na kakšne inštrukcije ali na kakšne posvete, akademske, čistko. In se mi zdi, da marsikomu prav pride nek uvid, ki ga pač mi imamo v trenutno situacijo. Delali smo tudi celo lansko šolsko leto v bistvu z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje v sklopu enega projekta, ki se imenuje Inovativna pedagogika. Smo v bistvu delali eno tako ogromno raziskavo pač na 4 šolah v Sloveniji in smo v bistvu raziskovali, kako se otroci in dijaki učijo, a jim neke digitalni pripomočki pomagajo, ne, na kakšen način, in smo v bistvu tudi znotraj te raziskave dobili zelo zanimive uvide v to, kako se učijo ali pa kako se ne učijo, pa na kakšen način se pripravljajo. Izvajamo tudi v sklopu Ministrstva za digitalno preobrazbo delavnice za dvig digitalnih kompetenc pri mladih. Sem pa jaz hkrati tudi soustanoviteljica skupaj še z 2 društva EdTech Slovenija, to je Education Technology, kjer pač res povezujemo neko stroko, napredek tehnologije in pač neke inovacije, ki se trenutno dogajajo, jih poskušamo preslikati v izobraževanje in pač na nekem večjem skalu, no, tudi poskrbeti za nek napredek tudi v Sloveniji, no, da se tudi tukaj dogajajo neki večji premiki. Dogaja se malo počasneje, kot bi si mogoče želeli, ampak jaz mislim, da tudi vse to je zelo pomemben proces. Tako da, kar se mene tiče, tehnologija je super, moramo pa jo znati uporabljati na pravilen način, pa tudi svoje otroke moramo učiti odgovorno uporabljati vse to, no. Ker obstaja pa ogromno stvari. Evo, da ne bom zdaj preveč dolgo vezila. Pregled današnje vsebine. Zdaj nisem si uspela pač prebrati vaših odgovorov, kakšna pričakovanja imate za danes, ampak tole so vsebine, ki sem jih pač za danes postavila. Na začetku se bomo lotili oziroma bomo šli čez neka 3 ključna priporočila, ki sem pač jaz po teh raziskavah, ki smo jih delali celo lansko leto, in pa pač naših izkušnjah z delom z učenci in dijaki. In zraven teh 3 priporočil sem nekako inkorporirala tudi predloge za 3 učinkovite učne tehnike, ki so tudi pač po vseh ostalih, mislim, svetovnih raziskavah
najbolj priporočene, recimo, no, tudi najbolj preizkušene mogoče. In na koncu sem seveda pripravila še par konkretnih nasvetov. No. Se mi zdi, da marsikdaj so kakšna taka predavanja, webinari, karkoli, pa je vse zelo teoretično zapakirano. Se mi zdi, da je vse tako splošno, da nič konkretnega ne dobimo iz tega. Jaz sem pa tukaj res hotela pripraviti nekaj, kar dejansko lahko se, ne vem, s svojim otrokom usedete, pa že jutri nek načrt naredite ali pa pač nek plan naredite. Tako da upam, da če boste vsaj eno ali pa dve pametni zadevi iz tukaj odnesli, pol mislim, da sem dosegla danes svoj cilj, ki sem ga imela za ta webinar. Tako da grem kar takoj na vsebino. In sicer prvi nasvet, kakorkoli, je, da kar smo mi opazili, da se dijaki in učenci ne znajo zares dobro učiti. Da ne vejo, kako se učiti, pač vejo, kaj se morajo učiti, vejo, kakšno snov, včasih imajo celo označen od kere do kere strani v učbeniku, kjer osnov. To je vse lepo in prav, ampak potem pa zmanjka ponavadi, ko se je treba tega lotiti. Začnejo mogoče brati snov v učbeniku, ali pa si začnejo delati neke zapiske svoje, ali pa berejo od drugih zapiske, ali pač kakorkoli že. Videli smo, da samo to, da berejo, ali pa samo to, da si, ne vem, prepisujejo neko snov ali karkoli, ponavadi ni dovolj, da si res dobro zapomnimo snov, ne? In ena tehnika učenja, ki res močno izstopa v vseh raziskavah in je res dobro potrjena tudi iz strani stroke, je tehnika, ki se imenuje Active Recall. Active Recall v bistvu pomeni, da pač aktivno, kot se že iz imena sliši, da aktivno nekaj počnemo s to snovjo, ki smo si jo pač recimo prebrali ali pa naredili zapiske ali pa karkoli takega. Če dam zdaj en konkreten primer, naprimer, da se učim celico pri biologiji, a ne. V tem primeru, se pravi, če bi uporabila neko navadno ali pa pač neko svojo tehniko, itak vsak se mal na svoj način uči, a ne, bi pač naredila, bi verjetno prebrala v učbeniku si, bi prebrala zapiske ali pa kaj mogoče prepisala, karkoli takega. In to bi bilo to, a ne, in pol bi prišla na test, to bi lahko ogromnokrat ponovila, ogromnokrat prebrala, ampak če nikoli aktivno nečesa s to snovjo ne naredim, se mi tudi ne bo usedla v možgane, si je ne bom mogla dobro zapomniti. Zato je recimo super, če, se pravi, kako deluje zdaj ta tehnika, da se recimo preberem snov in potem zaprem učbenik, obrnem list z zapiski okrog, se pravi, da ne vidim tega in probam na nek način aktivno povedati, povzeti, karkoli že narediti s to snovjo, ki sem se jo zdaj učila. To še ne pomeni, da bom že od začetka popolno in vse znala, ampak važen je sam, da si, da zapremo v bistvu učbenik ali pa zapiske, da nimamo tega direkt pred sabo, da lahko vedno malo pokukamo, ampak da dejansko moramo uporabiti svojo glavo in spomin in kaj smo prebrali, katere zadeve smo si zapomnili. Zdaj to lahko naredimo pisno, se pravi, lahko si jaz vzamem en prazen list papirja, vzamem kuli in začnem pisati vse, kar sem si pač zapomnila, kar sem ravnokar prebrala. Lahko pač recimo tle mogoče starši pomagamo ali pa bratje, sestre, kdorkoli, da se recimo, če se jaz učim, pa se moja mami zraven usede, pa njej povem, kaj vse sem si zapomnila. Pa čist, a ne, mami meni ne rabi tle nič komentirati, pač jaz samo na glas nekomu razložim pač to snov, ki sem se jo učila, ki mislim, da sem se jo naučila, kakorkoli. In potem tudi vem na koncu, ok, to zdaj sem vse povedala, zdaj pa grem lahko še enkrat prebrati, pa še enkrat vidim, aha, mogoče sem pa to pozabila povedati, tukaj je pa še ena pomembna informacija, ki jo nisem si prej zapomnila, pa si jo bom zdaj, pa lahko čist na isti način ponovim vse skupaj, a ne. Tako da tukaj je res, tako kot sem rekla, lahko je pisno, lahko je ustno, na kakršenkoli način.
ne gledamo v snov, ne gledamo v zapiske in pač probamo iz svoje glave v bistvu povedati, kaj vse smo si zapomnili. Na tak način si veliko, veliko bolj zapomnimo snov. In ta bi jaz rekla, da ta active recall je tudi tako sveti gral med tehnikami učenja. No. Da res pomaga, se si lahko predstavljate, mogoče tudi sami, se imate tudi vi mogoče izkušnjo iz šole ali pa iz študija ali pa kakorkoli, na kakšen način ste si zapomnili snov. Je pa res, da a ne tukaj govorimo o najstnikih, kjer je normalno, da še niso odkrili, kera je njihova najljubša ali pa najbolj učinkovita tehnika učenja. Kar pa lahko pač mi kot starši tukaj naredimo, je, da jim mogoče pokažemo par različnih, da jih raziščemo skupaj in da se pol zmenimo, ali pa da otrok sam pove, a ne, ok, bom probo to, ta se mi zdi zanimiva, ta se mi ne zdi zanimiva. In pač mogoče, a ne, čistko sistematično za en test ali pa za drug test se s temi različnimi tehnikami malo poigravajo in vidijo pač, kje dobijo, kje mogoče jim najbolj samozavestno na testu nastopijo. Seveda je tudi rezultat potem nekaj pove, ampak čistko, no, da dobijo malo občutek. Ni pa to zdaj, da samo, če se boš enkrat za en test učil tako, pa ne bo šlo, da to pomeni, da ni to ta prava tehnika zate. Mal neko obdobje je vsem treba vzeti pa pogledati. Ok, gremo naprej. Naslednji nasvet je, da je rutina močnejša od motivacije. Jaz sem imela ogromno enih intervjujev in pogovorov in z osnovnošolci in z dijaki in sem videla, da niso blazno notranje motivirani. En peščica jih je, seveda, absolutno, ene par jih je res takih, ki točno vejo, kaj želijo in imajo svoj cilj postavljen in stremijo k temu in delajo vse, da bodo to dosegli, kar je super, ampak tudi normalno je, da večina pač te motivacije nima in seveda ni za pričakovati, da bojo pač najstniki blazno notranje motivirani za to, da se bojo učili, pa da bojo delali naloge, pa da pač bojo zelo dolgoročno razmišljali o svoji prihodnosti. Pač to je popolnoma normalno, ampak spet, kar pa kjer pa lahko mi pomagamo kot starši. Jaz sem tudi mama, tako da sicer imam še dva mlajša otroka, nista še niti v šoli, ampak se mi zdi, da tako, ko sem tudi pisala vse te stvari, pa ko smo raziskavo delali, sem videla, da se zelo veliko zadev da primerjati z majhnimi otroki in z najstniki. No. Tako da rutina. To je že pri dojenčkih pomembno in še vedno v bistvu tudi v adolescenci je to zelo pomembno, da recimo se navadijo na neko redno delo za šolo, pa niti ni nujno, da so to domače naloge, ampak da so to samo res tako neki krajši koščki časa, kjer se pač posvetijo ali enemu predmetu, ali eni snovi, ali pač kakorkoli že. In da to delajo pač večkrat po malem, ker vsi vemo, kako se ta kampanjska učenja končajo in je za vse stresno in pol ne spijo in se dolgo v noč učijo, kar itak ni dobro, ker bi mogli spati. In pač pridemo v nek tak začaran krog neprijetnih situacij. Zato dejansko, če mogoče pomagate svojim otrokom, a ne reči, lej, veliko lažje ti bo, da se učiš, ne vem, vsak drug dan po 20 minut, po 25 minut, ni treba, da je to 3 ure naenkrat. To je lahko, ne vem, preden se greš tuširati ali pa po večerji, ne vem, 15, 20, 25 minut, pač kakorkoli že. Večkrat po malem je veliko boljš kot pač zadnji dan, popolna panika, stres, nespanje in tako naprej. In ta proces oziroma to, da se učijo večkrat po malo, in če imajo neko rutino, da tudi vejo, ne vem, ok, v soboto zjutraj delamo to,
in pač si otrok vzame 20 minut, pol urce za to, da nekaj za šolo naredi. In to podpira tudi še ena druga tehnika učenja, ki se imenuje pa, zdaj jaz sem dala tle vse angleške izraze, ker tudi če boste iskali še kaj več informacij, boste, če vpišete te, veliko več našli kot slovenske izraze, ker so pač samo prevodi. Tako da sem se namenoma odločila, da angleške besede tukaj pustim, no, upam, da ne zamerite. V glavnem spaced repetition je pa tehnika, kjer je v bistvu ravno to, a ne, da se učimo večkrat po malem, ne pa vse naenkrat in na ta način si tudi veliko bolj dolgoročno, seveda logično zapomnimo snov. To pomeni, da recimo, ne vem, če jaz čez en teden pišem matematiko, bom jaz danes recimo šla čez snov, naredila, ne vem, 3 vaje, ni treba veliko, ni treba, da 3 ure sedim pa naredim 600 vaj, ampak lahko pač si preberem, naredim 3 vaje. In potem jutri to ponovim, in pol čez 3 dni ponovim, pa še čez en teden, pač takrat pred testom to ponovim. In na tak način si bom jaz vse te informacije že veliko bolj zapomnila, oziroma ker pač bom tokrat ponovila tekom enega tedna, 2 tednov, pač kakorkoli se otrok odloči, da se bo to lotil oziroma si splaniral, je pač veliko lažje potem tudi vse te informacije priklicati, ko si enkrat na testu, ko pač imaš to malo nekoliko bolj stresno situacijo. Tako da spaced repetition je zelo dobro za stestirati, no, za sprobati, je pa seveda potrebnega kar nekaj pač planiranja, kar se tega tiče. Sploh, če se potem zadeve že zakomplicirajo, ko imajo v roku enega tedna 3 ali pa celo 4 teste in je pač veliko več treba pokombinirati, no, vsega skupaj. Ampak se da, no, tudi to. Seveda ni treba, da to za vsak test, lahko za en predmet reče, ok, ta predmet se bom pa učila recimo s to tehniko, pa da vidim, kako se izide vse skupaj, ne. Ok. In še zadnja stvar, tudi tle sem precej razmišljala, da pač ta varnost, pohvala in tako, kako so in pri majhnih otrocih te stvari pomembne in da ne izginejo tudi potem, ko so otroci že skoraj odrasli. Da če se doma dobro počutijo, če vejo, da se lahko starši pogovarjajo o teh stvareh, da pač je neki normalen oziroma pač neki lep odnos, potem bojo imeli tudi, mislim, imajo že tako ali tako super okolje, v katerem se učijo, če se recimo večinoma se itak doma učimo, a ne. Tako da to je že tako en zelo velik, ena zelo velika in pomembna stvar, na katero ste vi sami kot starši lahko ponosni, če vam to uspeva. Vem, nikomur ne uspeva to popolno, ampak že če pač vidite, da se otroci, ne vem, pogovarjajo z vami, da vam kaj povejo, da vas poslušajo, če imate pač kakšen nasvet za njih, je to že res krasno. Ker seveda, ne, bolj ko smo pod stresom, težje se učimo, težje si zapomnimo informacije in pač nam grejo po glavi vse druge misli kot tisto, na kar pač bi se načeloma mogli skoncentrirati. In tukaj bi mogoče še omenila meni je zelo pri srcu ta tema growth mindseta, se pravi rastne miselnosti. Torej, da se ne pohvali samo, a ne, ko dobijo eno lepo oceno ali pa ko se pač nekaj pozitivnega zgodi, ampak da se pač pohvali tudi trud ali pa način, kako so se nečesa lotili, a ne, da mogoče tudi proces pohvalimo, ne samo pač tisto zaključno zadevo, tisti finale. Se pravi, da ne rečemo, ne vem, wow, koliko si pameten, ali pa wow, koliko si pač super, bravo, ko si dobil 5 ali pa 4, kakorkoli. Da pač rečemo recimo super, koliko si se pa dobro tega lotil,
koliko si se pa dobro pripravil, vidim, da si zelo velik si dal opravka s tem in da tako zadevo pohvalimo ali pa da ne vem, da naslednjič. Da recimo, ko dobijo eno dobro oceno, da ga vprašamo, kako mislijo, kaj jim je najbolj pomagalo, da so prišli do te ocene. A ne? Da tudi razmislijo sami o tem procesu, se pravi, kaj so naredili, da so prišli do recimo tega lepega rezultata. A ne? Da ni samo super lepa ocena, pač zdaj pa je en nov test, zdaj se moraš pa iz nule lotiti tega. A ne? Ampak da se pač naučijo, ne glede na to, ali imajo super oceno ali ne. Da vidijo, ne, kakšni so ti koraki pri postopku, recimo, učenja, da so pač prišli do, ne vem, izboljšanja, lahko že pač, da je eno oceno boljš pisal ali kakorkoli. Ali pa da, če pa ni bilo tako uspešno, da pa pač razmislijo, kaj bi pa lahko naredil ali pa naredila drugače, da pač bom dosegla ali boljši rezultat, ali da bom bolj samozavestno šla na test, ali da ne bom tako živčna na testu, ali pa pač tako nervozna pred testom. To so pač vse taki pomembni dejavniki, no. In tukaj zraven sem dala pa še to tretjo tehniko učenja, ta pa je mogoče še najmanj znana od vseh. Se pa zdi meni zelo zanimiva za sprobati in tudi v tej raziskavi, ki sem tudi z ene parimi potem specifično dijaki delala, jih je dejansko ene par probal to tehniko, čeprav se mogoče sliši malo nenavadno, ampak je imela v bistvu zelo lepe rezultate oziroma je zelo jim prav prišla. Ni nič zares kompliciranega. Interleaving v bistvu pomeni, da menjaš predmete skozi malo. Se pravi, namesto da če imam jaz, če se ne vem, pripravljam za test iz matematike, pa si rečem, ok, zdaj moram narediti 20 vaj, 20 ne vem, računov, karkoli iz matematike. Da ni, da se izključno samo na en predmet osredotočim, ampak naredim 3 vaje te iz matematike, pa naredim 2 vaji iz biologije, iz pač ene snovi, ki jo zdaj delamo, pa še 2 vaji ali pa 2 poglavji pri biologiji preberem, ali zgodovini, pač pri še enem drugem predmetu. In potem, ko to naredim, se vrnem spet nazaj in spet naredim 3 vaje matematike. In to v bistvu menjavanje predmetov dejansko pač spodbuja to, da se naši možgani bolj znajdejo v tem, da preklapljajo med pač eno snovjo in drugo snovjo, da bolj, kako bi se rekli po angleško, se reče sharp, da imajo bolj oster recimo, no. Da tako in bolj znajo preklapljati med snovmi in da lahko dejansko takrat, ko pa recimo pridajo na test ali pa ko imajo nek preizkus, da pač res se osredotočijo na to, da imajo tak fokus in pač odpišejo pol. Se zdaj ne pravim, da vsakič, ko bojo to tehniko uporabljali, da bojo pač dobili 100% na testu, ampak je sigurno zelo zanimiva tehnika in tako na dolgi rok se mi zdi, da ima zelo lahko pozitivne učinke. Ok, zdaj so pa te glavne zadeve mimo. Tukaj so pa zdaj moji nasveti ali pa moja priporočila, kaj lahko naredite skupaj mogoče z vašimi otroki. Eno je, da jim vi pomagate sestaviti nek načrt učenja, recimo. Ni treba, da je to že od začetka tako blazno specifično, pa tudi ne vem, koliko od vas pozna tole, kar sem tle zraven napisala Smart Goals, pa bom sam na hitro povedala, kaj to je, če kdo ne pozna. To je pač akronim, S je specific, M je measurable, A je achievable, R je relevant in T je time bound. To pomeni, da pač si za vsak, recimo, zdaj to čisto odvisno, lahko si naredite za nek predmet, za nek test, za pač kakorkoli, lahko je to veliko bolj dolgoročno, tudi lahko je to za do konca šolskega leta. To pač malo se pogovorite, a ne, z otrokom sami in pač se odločite, za katero stvar bi v bistvu postavili neke cilje. Ampak en konkreten primer tega je recimo, na splošno bi nekdo rekel, ja, bom se več učila za biologijo, recimo.
ampak to ni nič specifična, to tudi težko dosežeš, ker pa kaj pa pomeni več, a je več 10 minut na dan, a je več 3 ure na dan, ali pač nič oprijemljivega ni to, a ne. Če pa rečem, vsak dan ali pa vsak drug dan bom 15 minut ponavljala biologijo, naredila si bom te učne kartice, recimo flashkarde. In pač vsak dan bom 15 minut se učila s temi flashkardi in s tem bom do petka, recimo, ali pa do pač naslednjega ponedeljka, znala celo poglavje biologije, ki ga pač bomo pisali v naslednjem testu. Se pravi, to je specific kot S, se pravi zelo specifično. Vsak dan bom pogledala 15 minut delala biologijo. M je measurable, se pravi, to lahko izmerimo, a ne. Se pravi, vemo, a smo se držali tega načrta ali ne, a sem delala vsak dan, a sem delala 15 minut in a sem pač te učne kartice uporabljala. A je achievable. Achievable pomeni, da si v bistvu postavimo nekaj, to gre tudi skupaj z R-jem, relevant, se pravi, da je nekaj realnega, pač da ni previsok cilj, da ni pretežek cilj, ampak da je nekaj, kar si rečemo, ok, to dejansko bi šlo čez, pač to lahko. Verjetno, če se pogovarjate z otrokom, a lahko 15 minut si vzameš, to bi verjetno šlo. Če bi mu rekli, a lahko si 1 uro vzameš, to je malo težje, a ne. Tako da nekaj, kar je dejansko realno in se da doseči, da tudi konec koncev preprečimo neko razočaranje potem na koncu, a ne. In seveda to je time bound, torej od danes naprej bom vsak dan to pa to delala, zato da bom do petka znala pač eno celo poglavje oziroma razumela eno celo poglavje. Tako da super je, da pač se na tak način recimo lotijo učenja. To bi meni osebno izjemno prav prišlo, ko sem bila v šoli, če bi pač vedela, ne, da se na tak način malo bolj konkretno lahko lotiš vsega skupaj in imaš potem tudi res neki občutek zadovoljstva, ker si en tak proces dal čez in hkrati se pol tudi motivacija začne malo dvigovati, ker vidiš, da pa si sposoben in da se marsikaj lahko zgodi že pri zelo majhnih premikih ali pa pri zelo majhnih spremembah v vsakdanu, ki jih lahko naredimo. Druga stvar je seveda pač ta, da ugotovijo oziroma da malo stestirajo neko tehniko učenja, ki jim bo najbolj ustrezala. Drugače jaz sem zdaj izbrala te tri, ki se meni zdijo najbolj učinkovite oziroma je tudi največ raziskav narejenih na to temo. Tehnik učenja je drugače ogromno. Že samo, če malo raziščete različne tehnike učenja, boste jih dobili še 20 drugih, tako da lahko tudi raziščete še malo več, pa pač skupaj, a ne, otrok sam pove, kaj se mu zdi, da bi pri njemu funkcioniralo, glede na to, na kakšen način se zdaj uči, glede na to, kakšne stvari ga zanimajo, glede na to, ne vem, koliko časa že lahko fokus drži ali pa kaj takega, a ne. In seveda ta zadnja stvar pač, da je growth mindset, da vsaj pač probamo nekako to spodbujati. Tudi pri teh ciljih, prej, ko sem jih omenjala, te smart goals, mogoče bi samo še to omenila, no, da je pomembno, da ne postavljamo mi ciljev, a ne za svoje otroke, ampak da pač jim samo pomagamo sooblikovati ali pa pač pomagamo iti čez ta akronim in pač da jim pomagamo sestaviti to vse skupaj. Je pa v bistvu pomembno, ja, da tukaj sami ugotovijo, a ne, kako se to dela in na kakšen način se potem lotijo. In to je dejansko, jaz recimo Smart Goals uporabljam za vse še zdaj v službi, v osebnem življenju, tako da pride na veliko področjih prav, no. Tako da to je v bistvu glavni del, ki sem vam ga želela predstaviti danes, no. Tlele spodaj je moj kontakt. In telefonska in e-mail, itak že imate. Tle so tudi zdaj 3 spletne strani. Na začetku sem rekla, da smo malo vmes
V enem umestnem procesu, v bistvu čez par tednov, bomo objavili tudi eno novo aplikacijo za učenje, za pač osnovnošolce in srednješolce. To se bo imenovalo YZ. To vse, kar smo pa prej počeli, pa še vedno obstaja in še vedno, je na voljo, pač priprave na maturo.si in, razturi na pz.si. Tako da, če bo kogarkoli zanimalo, tudi seveda mi lahko napišete mail, bom vam z veseljem kakšen ekstra popust za vse, ki ste zdržali do konca tega webinarja. Ampak ja, to se lahko posebej slišimo, no. Upam, da je bilo uporabno in zanimivo. Bom pa počakala tukaj še nekaj časa, no, še par minut. Če ima kdorkoli, kakršnokoli vprašanje, komentar, kakorkoli, lahko tukaj le v Q&A napišete. Hvala. Videla sem, da je ena gospa napisala tlele v Q&A, da ugotavlja, da sta računalnik in telefon kot pripomoček pri učenju dvorezen meč. Po eni strani dijaki to potrebujejo, po drugi strani so vaba in moteči faktor, a ne, so razni četi, klepetalnice, igrice in tako naprej, socialna omrežja. In kako to razmejiti, da bo učenje bolj fokusirano, bolj učinkovito. Popolnoma se strinjam, da je to lahko zelo dvorezen meč. Drugače pa obstaja ogromno enih aplikacij, nastavitev, ki jih lahko naredimo, da si v bistvu, za neki določen čas onemogočimo dostop do recimo teh motečih aplikacij, iger, socialnih omrežij in tako naprej, a ne. Tudi prav posebej aplikacije so zato, da recimo, če se pa ne učiš s telefonom, ampak ga samo nekje zraven imaš, pa te skozi vleče, da bi ga rad uporabljal, obstajajo prav aplikacije, ki ti pač telefon zaklenejo za nekaj časa in pač takrat ga ne moreš uporabljati. In to je to. Tako da je v bistvu tudi, tehnoloških kar nekaj rešitev, no, da se da to omejiti oziroma, prilagoditi temu, da dejansko lahko se takrat fokusirano učijo. Eno vprašanje še, kaj je R v smart? R je relevant. Se pravi, da je pač aktualno za takrat, ko to zadevo delamo. Eno vprašanje je še prišlo, če so NPZ-ji tudi v tretjem in šestem razredu. Ja, so, ampak te iz tretjega in šestega razreda se ne štejejo, a ne, za vpis v srednjo šolo. Te v devetem se štejejo. Imamo pa v bistvu zelo verjetno bomo letos do novega leta tudi dodali vsebine za šesti razred, no. Za tretji pa res se mi zdi, da nekako ni še potrebe po neki blazni uporabi, tehnologije, oziroma to je pač čisto moj, moralen pomislek. Ampak ja, za šesti razred pa je že v bistvu neka, konkretna snov, a ne, ki jo morajo znati. Tako. Eno vprašanje je še prišlo, če se, če obstaja pri tehniki interleaving kakšna formula, katere predmete kombiniramo skupaj. Ne zares. V bistvu to je čisto seveda individualno, a ne, zdaj pri učenju za šolo gre lahko tukaj samo za to, kateri so, ne vem, kateri testi so najbližje ali pa katera, ne vem, a bo kdo nekaj vprašan ali karkoli, pa pač za nalašč potem pokombiniramo te, ki se jih pač itak moramo učiti, a ne. Če ne pa čisto kjerkoli se zamenja, je v redu. V bistvu samo, da možgani, a ne, preklopijo v neki drug mode, v neko drugo snov, pa je to v redu. Tako da kaj več kot to ni potrebno. Eno vprašanje še za PowerPoint. Če bo kdo želel, mi lahko tudi še e-mail napiše, pa vam podelim PowerPoint z veseljem, ja. Ni nobene panike.
Ja, pa še par pohval, tako da hvala, me veseli, da je bilo uporabno. Um, aha, še en zanimiv komentar. Da je dejansko v gimnaziji snovi ogromno in da se ji zdi, da ti časovni okviri učenja nekako ne gredo skozi. Um, ja, se strinjam, ogromno snovi je. Tudi to, kar sem danes jaz predstavila, so pač neki nasveti, primeri, kakorkoli, tako da se lahko mogoče kakršna koli od teh stvari proba, pa tudi ni nujno, da za vse stvari, a ne. Lahko se mogoče, recimo, če čist iz osebnega primera izhajam, jaz sem imela vedno težave z matematiko, fiziko in kemijo. Pač te trije predmeti meni niso šli dobro, tudi nisem imela nekega veselja, motivacije se učiti teh treh predmetov. In recimo bi mi bilo veliko lažje, da bi si recimo samo za te tri predmete malo bolj zorganizirala učenje. A ne. Za ostale, ne vem, za angleščino se nisem rabila posebej pripravljati ali pa si posebej vsega planirati. Tako da mogoče je tudi tukaj fino razmisliti o tem, a ne, kateri predmeti ti grejo boljš, kateri slabš, ali pa kateri predmeti, pri katerih predmetih imaš malo več težav ali pa malo manj motivacije, da te v bistvu te okviri malo porinejo k temu, da te dodatno zmotivirajo, ker pač po nekem procesu dobiš potem neke pozitivne rezultate. Tako da, evo, mogoče to ideja. Sprašujete tudi za inštrukcije. Um, Ja, lahko, mislim, če kdo potrebuje inštrukcije, nam lahko napiše. Zaenkrat jih imamo za slovenščino, matematiko pa angliščino. Ampak ja, vedno pa tudi mi priporočamo, da če vas zanima, da si pogledate najprej tudi platformo in to za dijake in to za osnovnošolce, ker pogosto je že samo to, ne, da mogoče manjka samo neka manjša razlaga na nek krajši način ali pa kaj takega, in ponavadi že to lahko zelo veliko pomaga. Vem, da eno vprašanje je še prišlo glede inštrukcij, da pač ja, to olajša, prihrani čas, karkoli. To je spet čisto vaša odločitev. Eno je seveda finančni vidik inštrukcij. Drugo je pa seveda to, ja, jaz vem, da meni osebno so inštrukcije čisto pomagale pri matematiki, ker pač sem rabila neko dodatno pomoč ali pa neko dodatno razlago. A ne. Se pravi, če ti nek predmet res ne gre ali pa si zelo nemotiviran za ta predmet, potem so inštrukcije definitivno lahko pač neka pozitivna stvar. Jaz tudi, ko sem že pač od študentskih let naprej, ko sem inštruirala, sem videla, da zelo pogosto je pa, ali pa sem imela jaz same take otroke na inštrukcijah, da sploh ni bil tok problem v osnovi, ampak v tem, da sem jaz tem otrokom bolj poskušala dvigati neko samozavest, pa nek odnos do predmeta, bolj zares kot samo snov. To seveda smo delali, ampak se mi zdi, da je v večini primerov bil problem bolj drugje, recimo v samozavesti ali pa v neki, v tem dejansko odnosu do predmeta. Da samo še pogledam. Aha, eno vprašanje je še prišlo. Kakšne so neke osnove, kje začeti, v smislu, kako si zgraditi dobro podlago za naprej? Zelo pametno vprašanje. Jaz bi rekla, da si mogoče spet otrok določi recimo predmete, kjer se ali želi izboljšati, ali kjer ima težave, ali karkoli, da se pač tukaj začne, ker pač, če nekje nima težav, če mu gre dobro, pač if it ain't broke, don't fix it, bi jaz temu rekla. Tako da začeti sigurno pri mogoče enem izboru predmeta ali pa večjih predmetov, kakorkoli, in potem pač razmisliti, ja, okay, kako se učim za ta predmet in pač kako lahko izboljšam pripravo ali pa način učenja, zdaj, a je to tehnika, a je to pač postavljanje nekih ciljev
in se pač potem nekega procesa držim in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, da je najbolj tukaj začeti. No. Upam, da je pomagal. Ok, mislim, da smo prišli do konca. Hvala vsem, no, ki ste tudi prišli z mano do konca. In res z veseljem sem na voljo, ali če bi kdo kakršen koli individualen pogovor, posvet želel, ali pa pač kakršno koli vprašanje, no, glede šole in učenja in česar koli že, sem z veseljem na voljo. Moj kontakt imate, no, tako da bom vesela, če še kaj od koga slišim naprej. Najlepša hvala. Lahko noč.